Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o fašizmu. Ideja fašizma se je začela uveljavljati po koncu Prve svetovne vojne. Ideja pa se je delno končala po koncu Druge svetovne vojne. Zakaj delno? Zato, ker so po koncu Druge svetovne vojne v Evropi še vedno obstajali režimi, ki so imeli fašistično ureditev. Denimo Frankotova Španija ali pa Salazarjeva Portugalska. Če pa hočete kaj več izvedeti o Benitu Mussoliniju, pa bomo o njem govorili v prihodnjih tednih. Fašizem je skrajno desna oblika vladanja. Bila je avtoritarna, ultranacionalistična ideologija, ki so jo prvi začeli uporabljati Italijani pod vodstvom Benita Mussolinija. Za fašizem je značilno, da ima avtokratskega diktatorja in skrajni militarizem in nasilno zatiranje kritikov fašističnega sistema z zapori, deportacijami ali umori. Fašisti so sami verjeli v podrejanje individualnih pravic v imenu kolektivnega nacionalnega dobrega, kar pomeni, da fašistične vlade, kot je bila na primer Mussolinijeva v Italiji ali Hitlerjeva v nacistični Nemčiji, so prevzele popoln nadzor nad družbo, gospodarstvom ter celo posameznikovim življenjem in odločitvami. To je vodilo v sistem, kjer je bil posameznik podrejen širšemu nacionalnemu ali vladajočemu kolektivu. Kritiki fašizma pogosto opozarjajo, da je takšna predanost kolektivu nad posameznikovim lahko škodljiva, se lahko vodi v omejevanje svobode posameznika in možnost zlorabe oblasti v imenu nacionalnega interesa. Prav zaradi tega fašisti nasprotujejo liberalizmu, demokraciji, anarhizmu in marksizmu. Do konca Prve svetovne vojne je italijansko gospodarstvo postalo revno in oslabljeno. Država, ki trpi v pomanjkanju hrane, delavskih stavk in dobiva ogromen dolg, bodo ljudje iskali rešitve v ekstremih. Zato so tudi dovolili skrajno desni stranki Benita Mussolinija prevzeti oblast leta 1922. Vojno je Mussolini videl kot pozitivno revolucijo, ki je ljudi navdihnila po tem, da so mislili, da so prikrajšani in v njihovo več vrednost od ostalih narodov. Mussolini je verjel, da bo narod poenotil tako, da bo začel še za eno vojno, saj bodo ljudje bili v stalnem strahu pred porazom in izgubo premoženja. Prav tako pa je Mussolini verjel v državno samozadostnost in v internacionalni fašizem. Se pravi, živiš v Italiji, ampak Italijani bodo imeli več pravic, ki jih pa lahko dobiš, če se izrečeš za Italijana. Medtem ko je Hitler verjel samo v nacionalno pripadnost, kar je na koncu peljalo ljudi v množične poboje in holokaust. Potem, ko so se zavezniki prebijali po Italiji gor proti severu, je 28. aprila 1945 Mussolini poskusil pobegniti, vendar so ga ujeli partizani. Njega in njegovo ljubico so obesili za pete z glavo navzdol iz bencinske črpalke v Italiji. 2 dni kasneje, ko je Rdeča armada že skoraj da zavzela Berlin in ga zravnala zemljo, si je Hitler vzel življenje. S tem pa je tudi končal fašistično grožnjo v Evropi. Danes je ideja fašizma še vedno med nami, vendar je velikokrat sama ideja fašizma zlorabljena, saj nekateri ljudje označujejo nekatere za fašiste samo zaradi njihovega nestrinjanja. Vendar se moramo zavedati, da je fašizem v zgodovini pokopan kot neuspel eksperiment za nadzor nad ljudmi. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.